Kako uspešna je demanoza? Predvsem pri zdravljenju urogenitalnega dela. Simon Godina bo govorila o tem, Sanja Lončar, ali se da rešiti tla, kako pridelovati, da se izognemo strupom v tleh, pa tudi o hoji po žerjavici. A si upate bosi po ognjeni preprogi? Ja bo kaj naredil. Saj v resnici ni toliko veliko, ampak grozen pa je. Tale šerihija koli. Šerihija koli, ja, tako. Ampak veš, kaj ne razumem? Jaz sem te povabila, da kot zdravstveni trener prideš kaj povedati, kaj naredimo takrat, ko nas peče, ko lulamo, pa ko so te vnetje, pa tak naprej, ti si mi pa prinesla... Jaz pa ples bakterijo. Tarantelo. Ja, se taka je. Tako ima, da se obesi. Se pravi, je pol tole kaj? Ona se v bistvu, to je naš mehur, recimo. In ona se v bistvu zahakla, se prilepi na stene mehurja, prav takole. A res? Ja. In zdaj pa povedala, kaj lahko naredimo, da jo odlepimo. Da jo odlepimo? Da jo odplaknemo dol. Da jo polulamo ven. Odplaknemo, polulamo ven. Odlično. Evo, jaz te vabim, da se kar usedeš skupaj s svojim novim hišnim ljubljenčkom. Ne, sej moramo povedati, da ni... Veš, kakšne ljubljenčke imamo mi vse v črevesju, pa tlele v mehurju, pa vse sorte, sej veš. Danes torej govoriva o tem, ko peče, ko lulaš, pa ko so vnetja. Jaz moram reči, da sem v preteklosti na ta račun kar nekaj antibiotikov pojedla. Tudi jaz. Ampak sem pol kasneje ugotovila, da mi ne bi bilo treba, če bi vedela za demanozo. Ja, prepozno smo ene zvedle za to, jaz tudi, tako da je to kar zelo lepa informacija. Bova danes naučile vse, kako se na naraven način tega znebimo. Kje začneva? Na začetku. Izvoli. Kaj moramo vedeti ženske? Predvsem ženske. Ja, zdaj tako je, Jaz spet pri prehrani, ne morem brez prehrane. Tako da vse ženske dekleta danes tudi, jaz opažam, da zelo veliko mladih deklet ima probleme z mehurjem, vnetjem mehurja, tudi nožnice, vse tiste, ki imajo te beli tok, tam so že neke disfunkcije, se že nekaj dogaja. Jaz sem sama to isto doživela v mladosti in če bi imela to znanje, ki ga imam zdaj, bi bilo to zelo enostavno. In zato tudi želim naučiti punce. To pomeni, da je že neka disbioza bakterij, ker te bakterije se iz črevesja prenašajo na mehur, rodila, vse se to med sabo nekako pomeša. Tako da hrana je tukaj zelo pomembna. Jaz sem še lepo, ker sem v bistvu hrano spremenila, videla, nima več teh belih tokov. Kdaj sem bila nazadnje s tem mehurjem, ker prej sem bila skozi vnetga, sem bila skozi Boga. Jaz tudi se mi je zdelo, da pač ne morem drugač. Tudi na morju, takoj, ko sem prišla iz vode, isto sekundo zamenjati kopalke. Ne vem, res sem imela kar precej šibko to področje in sploh nisem vedela, da je brez antibiotikov nekih takih in drugačnih vse to izvedljivo. Ja, ker hrana tukaj je tista, ki uravna dolgoročno, da rečemo. Tako da, kadar se to dogaja, tistim ženskam, ki se to dogaja, da ima izrazite bele toke, ta vnetja, mehurja, tudi ledvic in podobno, ker pa je to naprej na ledvica, pa spet nove probleme ustvarja. Obvezno te sladkorje, ogljikovih hidrati, ogljički, pice, ta belo, to gre vse ven in pojačati zelenjavo. Zdaj, terapija, taka naravna, kaj bomo mi danes predstavljali, je v bistvu ta demanoza. To je ene vrste sladkor, malo podoben glukozi, ki v bistvu tole E. colija, ker ta vnetja povzroča ta Escherichia colija, ta bakterija. In na našem tem mehurju, ona se gor, tako se zahakla, ker gor je tudi ena taka obloga. In zdaj ta demanoza v bistvu naredi, da ona zdrsne dol, ona sklizne dol in jo v bistvu odplakne, da se ne more več prilepiti in se zato ne razmnožuje. Je pa treba, ko mi vzamemo to demanozo, tam, ne vem, tudi 2 do 3 grame, pa lahko vsake 2 ure in potem moramo veliko piti. Zato, da to mi odplaknemo. Jaz lahko mojo izkušnjo povem, ker sem v enih eksotičnih krajih, tudi tako zaradi morja, ki si ti prej govorila, dobila orank vnetje mehurja. Jaz sem bila zelena, jaz sem bila vročina, so že mislili, da me bojo mogli na ta prvi avion dati.
Jaz sem se rekla, dajte mi, in tam ni bilo ne čajev, ne kakšen Uwe Ursi je fajn piti takrat, ne? Ali pa iz brusnic, makje, to je bila taka egzotika tam v arabskih deželah, tam niso tega poznala, ne? In sem jaz spal zeleni čaj, ker vem, da mene zeleni čaj ful na lulanje pritiska, da se mi lula blazno, sej, ne, ker je malo tudi diuretik. In jaz sem tega spila in sem v bistvu to sprala in sem bila zvečer že dobra. Ker ni bilo nič drugega, ne lekarne, nič ni bilo. Ne, tazga, da bi si lahko pomagala, ampak sem začela takoj. Ne, tukaj je tudi pomembno, da tiste, ki se jim zelo velikrat to dogaja, je fajn, da me to demanozo kar doma. Še posebej, če se gre na kakšne potovanja, morja. Jaz na morje ne grem brez demanoze, že zaradi občutka, pa se mi zdaj to ne dogaja več, ampak že zaradi unga feelinga. Fajn je to imeti sabo, sploh tiste, ki so zelo nagnjene k temu, ker kje bo zdravnik to, dokler mi pridemo, to je lahko že velika škoda. In tudi te antibiotiki pa naredijo škodo celostno. Ne ubijajo samo to ekolija, to šerihijo, ampak tudi druge bakterije. In imamo potem mi črevesne. Jaz sem si tudi tako poškodovala črevesje v mladosti, ker sem tega toliko pojedla, ker je bilo to toliko vsega tega. Zraven je pa fino, še kakšne močne doze C-vitamina, tako da liposomalnega recimo 3 do 6 kapljic sigurno, lahko pa celo 10 do 20, če je oranko vnetje. Če v 24 urah, ko damo mi to demanozo, ne zgine, potem je ena druga. Pol je kaj drugega, ampak tam bo C-vitamin lahko dosti pomagal, recimo. Takrat je treba iti k zdravniku, je lahko kakršnakoli druga bakterija, ampak C-vitamin pa tudi te kakšne druge bakterije, ampak večje doze, to so take terapevtske iberdoze. Jaz delam protokole prav posebne z C-vitamini. Se da zelo veliko urediti, sploh teh ženskih bolezni. Pri ženskah je problem tudi nizek estrogen. Menopauza, pa zdaj še že ta mlajša ima tudi zelo slab estrogena. Tako da prenizek estrogen, ta koristni estrogen, ki ga rabimo ženske, tudi dela suho nožnico in so problemi. Tako da, in zdaj to so zelo take intimne zadeve in dostikrat te mlade punce, jaz vidim, da tudi ne grejo zdravniku, ker jih je sram. Ali pa kakšen bil partner, pa so kaj počele. Tako da jaz definitivno odsvetujem ljubezenske aktivnosti, da jih tako lepo poimenujem, v kakšnih džakuzijih, pa v bazenih, pa v vodi, v morju in tako naprej. Če ste občutljive, pa tudi če niste, jaz to ne bi počela, ker je zelo, zelo lahko problem potem. Tako da, ampak tega noben ne pove, tega noben ne pove puncam, ker zdaj sploh vemo, kakšne so vode, tako da jaz se to ne bi šla, ker to je lahko res potem velika problematika. Obstaja pa ena kot bolezen, ki se ji reče honeymoon cystitis, to je to vnetje. To je zaradi preveč seksa? Ja, točno, tako prav ima to ime, pač, ker če smo na poročnem potovanju, pač to večkrat počnemo, naj bi, Ni zdaj vprašanje, kdo počne, ampak se prav tako reče, ta honeymoon cystitis, da se uname, ker je pač preveč in vse skupaj se ni toliko vlažilo in se pride do vnetja in je potem tudi fino to uporabiti, ali pa tiste, ki imajo tukaj probleme pri spolnih odnosih, pa je suha nožnica, jaz priporočam, da se pač namaže. Obstajajo tudi probiotiki za ta dela, da se lahko si tudi tiste probiotike iz kapsule na tampon. Jaz sem si enkrat kapsulo dala noter, pa se potem kar hitro zbalansirali. Ampak pri demanozi, kar mi je zanimivo, je to, da naravne stvari zmeri trajajo dlje časa, da učinkujejo. Pri demanozi je pa v bistvu v parih urah. Ja, to je v bistvu za akutna stanja. To ni zdaj dolgoročno, zdaj nekaj, da si mi to uravnamo, ampak prav za akutna stanja. Tako kot zdravniška obravnava, tisto alopatska, direktna. Jaz se spomnim, da sem imela zdaj že kar nekaj časa nazaj, vedela sem, kje je bilo dejansko skladišče, kje lahko demanozo dejansko dobim in sem se kar tja zapeljala iz Ljubljane dejansko do Žalca, ker je bilo nujno in vem, da ta zadeva deluje, da je simpel, da je fizika. Ja, sej to je v bistvu naravni sladkor, ki se demanoza se drugače v naravni obliki nahaja v brusnicah. Ne se vemo, da brusnice so koristne, ampak ne v taki koncentraciji. Tako da tukaj je pa večja koncentracija in to je v bistvu posebne vrste sladkor, taka molekula, ki
v bistvu prav deluje na to bakterijo. Je pa za sladkorne bolnike tudi še vedno varna, zato ker malenkost drugačen metabolizem je tega sladkorja, tako da ni nevarno za sladkorne bolnike. Je pa tudi tako primerno recimo za kakšne, ki imajo neke katetre, pa za take posebne bolnike, recimo tako tudi se lahko taki, ki bi bili potem skozi da se izognemo v bistvu te prekomerni uporabi teh probiotikov. Tudi pri moških, ki imajo probleme z uriniranjem, pa ni močen curek, se lahko uporabi in tudi to lahko malo pospeši to delovanje. Ker tudi pri moških pride do tega uroefekta in lahko D-manoza tudi pomaga. Pa moški še tudi spet nagrejo zdravniku, pa kdo bo to hodil. Kje ga bojo pa, komu ga bojo pa pokazali? Da ne svojim damicam malo v bistvu ukradejo. Tako da doziramo pa tako, 2 do 3 grama lahko, nekje vsake 3 ure lahko, pa vmes veliko pit. Da se to odplakne, ne sme biti prazen mehur. Ker to peče, zato ker mehur je spraznen, pa je suh, in te bakterije so gor, ki bi rekli, da malo gumazijo, grizajo in to pol peče in nas pol lulat tiši, zato ker telo jih hoče izvršiti. In mi bi skozi, si se že glih kar polulala, kaj zdaj, pa te še peče. Poznamo ta občutek. Skoraj celo noč sem bila na WC-ju. Dejansko, nisem mogla nič, po kapljicah sem lulala in vsaka kapljica je bolela, kada britvica mi šla. Ja. To so res in tudi za otroke se lahko uporablja, pri otrocih se tudi to, pa ženske se prehladimo zelo rade, te mlade punce pa ste majcam do tle gor, pa na kamnih sedeti, pa so sorte, ki nage hodijo, je treba tudi to regulirati. Pa prehrano ni ta prava, jaz vidim tukaj to povezavo. In takrat niso rogljički pice. Zraven sem rekla C-vitamin še, lahko tudi probiotiki in zelenjavne sokove si stiskati. Odnosno, kakšne zelenjave veliko pojesti, da se to tudi malo zregulira. To sem pa eno zdravnico poslušala, ki je prav za te specializirana za žensko zdravje na naraven način, brez teh antibiotikov, tako da lahko tudi za nosečence. Pri nosečencah je to zelo velikokrat problema, da se vname tudi, pa ne smeš na antibiotike zaradi otroka in je varno, tako da zelo, zelo dobra naravna zadeva za take probleme. Prav vesela in hvaležna sem, da to je zaradi tega, ker jaz imam precej načeto črevesje ravno zaradi tega. Imela sem nešteto teh antibiotičnih kur tudi iz tega naslova, pa vnetje ušesov, pa ne vem, take in drugačne stvari. In se spomnim, 5 let nazaj, mislim, da sem prvič slišala za to neko D-manozo in če pogledaš antibiotik proti temu, to je taka razlika. Antibiotik v bistvu primerjajo z atomsko bombo, kaj naredi teleso. Medtem, ko je to nek sladkor. Ja, D-manoza v bistvu deluje na to, na to Escherichia coli, bi se rekla tak ime. Ona se s temi posebnimi lektini gor prilepi, to je pa odlepi in nič ne deluje na ostale črevesje, to nič ne škodi, ampak res samo direktno to deluje. In je zelo, zelo dobra kombinacija. Tako da za tiste, ki smo si uničili črevesje s temi antibiotiki, jaz sem en čas samo za to imela antibiotike. Vrsto let. Ja, jaz sem točno vedela, da je zdravnikov. Sem pa rekla, tole pa zdaj že malo tumača in sem pol začela drugače. Ampak pol sem pa videla, saj sem pol pozabila malo na to. Ker sem pa spremenila prehrano, tudi pri mojih, recimo ženskah, ki grejo na to čisto prehrano, veliko zelenjave, ni belega toka, ni več teh vnetij toliko. Tako da pa niso zaradi tega hmen prišle. Ampak to je tak en stranski učinek, ki je zelo koristen. Pa tudi te vložki, ki so moderni, ki so plastični. Jaz to sploh ne morem imeti. Jaz tudi ne morem. Jaz gledam, da je res, da je vložek, pa tamponov ne uporabljam. Tako da, za kakšne prilike so včasih tudi dobri tamponi. Pa zdaj so se te tehnologije tudi malo spremenile, so tudi taki probiotiki, pa se sorte. Ampak ni fajn prepogosto. Mogoče res za neke prilike, ki rabimo. Drugače pa po vložkih, pa tangice, pa hlačke, pa plastike, pa ozke kavbojke, to je vse nam škodi ženskam za naše bogatstvo mednožno. Ja, to pa je res. Ja, tako da tudi moda je tukaj zelo veliko naredila, bi rekla, škode. In materijali umetni, tako da čim bolj naravni
naravni materijali. Jaz uporabljam bombaž. Zračati. Zračati. Bombaž, svila, take stvari. Ja, pa je, da tudi sončenje zelo pomaga. Sončenje? Sončenje. Ja, sončenje joni. Ja, jaz to redno prakticiram. Mislim, sploh je sončenje koristno. To kdaj kakšno drugo vdajo v te dele. Ja, ampak če si sam na kaki divji plaži, pa le noge dati na razen, pa malo sončko pokazati. Sej tu domačani so bili sosedi na balkonu, se tudi lahko sončimo. Ja. Ali pa čez okno not, ko gre sonce. Jaz tako kavico pijem, pa se malo hicam. Ja, zdaj bomo dobivali kupenih klicev, ne zato, da bi Demanozo naročila, ampak zato, da bi povedala Simon, kje stanuje, da bo jo mogoče gledali, kje pa ti kavico piješ, pa se sončiš. Ja, sej, glede na to, da to moje stranke zdaj tudi počnejo, pa moje ženske je kar do vsakim vogalom še gršna. Evo, epidemija žensk, ki si sončijo svoje mednožje. Pa mislim tako, telo, fino se je to zaradi hormonov in vsega, ampak to kdaj drugič. Ker to so te problemi z vnetji mehurja, tega je danes ogromno. Jaz te mlade punce, ki jih poslušam, skoraj vsaka ima s tem probleme in je to tudi eno tako intimno področje, ki se niti včasih ne upa niti zdravniku, niti mami povedati. Ja, bi rekla. Veliko je tega, tudi jaz sem to zase skrivala. Zato moram mi to povedati. Sram me je bilo. Zato moram mi to povedati, lepo na glas, to ni nič narobe. Tak je, kakor je. In se je treba to, seveda te protokole in te zadeve naučiti in imeti to na zalogi. To je pač, kot imaš ložke na zalogi, imaš pa zdaj tudi to, Tako. Najlepša hvala Simon Godina v moji družbi, ki skrbi za to, da imamo slovenske ženske hormone v redu. Sicer pa tale trenutek si pogledamo še nekaj osnovnih informacij o vnetjih, tudi nekaj statistike, tako da boste vedeli kako, kaj, zakaj in da boste z Demanozo pripravljeni. Mogoče je ne potrebujete zdaj, ampak takrat, ko je rabite, jo pa res rabite in takrat je zlata vredno, da imate zraven. In če upoštevate moj nasvet, sama vem, da sploh v poletnem času nikamor ne grem brez Demanoze, kljub temu, da imam zdaj mir, hiter potrkam, ampak vendarle, da sem v pripravljenosti in da si v nekaj urah že lahko zboljšam morebitno vnetje. Demanoza je naravni proizvod, lahko ga uporabljate kot preventivo pri občasnih vnetjih sečil, za preprečevanje ponovnih vnetjih sečil, kot dodatek zdravljenju z antibiotiki in za preprečevanje okužbe tudi po spolnem odnosu. Demanoza je sladkor, ki se naravno nahaja v brusnicah, borovnicah, breskvah, pomarančah, jabolkah, je pa na voljo tudi v obliki vege kapsul. Lahko ga uporabljajo celo nosečnice, otroci, diabetiki, saj ne povečuje nivo sladkorja v krvi. Zdaj pa kaj je najbolj pomembno pri Demanozi? Demanoza ne ubije bakterij, ampak deluje kot nek magnet v urinarnem traktu in svojo sposobnostjo nase veže to bakterijo E. coli in tako preprečuje, da bi se razmnožila v mehurju. Bakterija E. coli, tista ta slaba, ki nam dela vse te težave, se v mehurju veže na to molekulo Demanoze in se nato izloči z urinom. In učinki so načeloma vidni po 24 urah uporabe, če pa po 72 urah ne čutite izboljšanja vnetja mehurja, pa se morate posvetovati z zdravnikom, ker je lahko kriva kakšna druga bakterija, torej druga infekcija urinarnega trakta. Načeloma pa je to E. coli, ki je sicer kriva v do 95% primerih in z Demanozo se enostavno izloči z uriniranjem. Demanozo lahko naročite danes s klicom na 02 6200 230. Torej, ni le, kje je padlo nekaj od Černobila, pa kje se bo usulo nekaj od nekega onesnaževalca, zelo veliko je tudi, kako se s tlemi delalo. In to, kar je Komat povedal, mi smo glavni povzročitelji uničevanja tal.